Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji, ki jo snemamo v prenovljenem gostišču naš hram Kisovec, bomo predstavili življenje, še kar precej mlado življenje Primoža Joševarja. Primož, živijo. Lep pozdrav. Glede na to, da se midva res že kar precej let poznava, tudi na kakšnem humanitarnem projektu sodelujeva, predlagam, da ostane tako, kot je v zasebnem življenju, da se tikava. Zmerni gor. Čeprav pravijo, da politike ni dobro tikati, da to zgleda preveč prijateljsko, ampak se nisi samo politik, ne? Ja, zdaj nisem več samo politik, ker veliko zadev delam, tako da jaz nikoli, mislim, s tistim, ki malo več delamo, vsekakor se tikam, če drugega ne, to spostavim nekaj bolj pristen odnos. Tako, naj tako ostane. Seveda, si politik, si humanitarec, si glasbenik, še marsikaj, seveda tudi podjetnik, ampak o kakšni družini si se ti kalil? Družini? Taki zelo pestri, prva. Veliki, to je prišlo nekako po obeh straneh, imam enega brata, dve sestre, očeta, mamo, na katero sem zelo ponosen, pa iz katerih dveh črpam veliko energije in pa zelo tak, bom rekel, pristen, normalen odnos, za katerega se v bistvu zelo zahvaljujem, ki mi je dal osnovo za vse, kar delam v življenju. No. Jaz vedno, ko sem v nekih dvomih, ali v službi, ali v privat življenju, tudi v politiki, se vedno vprašam, kaj pa bi, ne vem, ali moj oče naredil, ali moja mama, kako sta me učila. Takrat bistveno lažje najdeš kakšne odgovore. Si, če se ne motim, najstarejši otrok, ne? Ja, bo držali. Si komaj čakal potem, da pridejo še drugi? Ja, v bistvu sem si kar želel bratca in sestrice. Tako je moja sestra Mateja, bila ta prva. Kako pa ste po letih? Ja, v bistvu sem jaz kar precej najstarejši, tako bom rekel. 5 let mlajša je moja sestra Mateja, verjetno jo mnogi poznajo kot športnico, bila je tudi reprezentantka v rokometu, ja. Potem Boštjan je še eno leto, dobro leto mlajši od nje. Tudi on je bil zelo, kar bom rekel, obetaven športnik, še vedno se veliko ukvarjal, on je nogomet igral. Za Zagorje in za Svobodo Kisovec? Tudi, ja, še vedno zelo aktiven. No pa tudi glasbenik, vsekakor. In hkrati moj sodelavec v podjetju Egar. Sestra pa ne? Ne, sestra pa ne. Ona je pa bolj šla po maminih stopinjah in je učiteljica. Imam pa še mlajšo sestrico, Marušo, ki sicer me pobara, da jo vedno pozabim, ker je najmlajša, tako le kdaj omeniti, ampak ne, je pa, bom rekel, generacija, ko je pa še 5 let mlajša, ne, tako da je nekaj posebnega in bom rekel, če bi do vseh zbral, je tudi nekaj tazga. Kako pa je bilo? Ti si takrat star, koliko, ko je prišla še Maruša? Ja, mislim, da sem bil že v osnovni šoli, tam nekje pri sredini. Je bilo kar zanimivo, ker moja mama je bila takrat učiteljica in so si sprašali, kaj, še eno sestrico boš dobil, ne? Ampak, a ste vedeli, da bo sestrica? Zdaj se ne spomnim čisto točno, verjetno proti koncu se je že vedela, ampak je taka dušica, nekaj res posebnega. Zdaj je študentka, tudi zaključuje kemijo, magistrski, tako da mislim, da bo tudi šla nekako po Jelševarjevih stopinjah. Mama, ne, tvoja prihaja tudi iz zelo številčne družine. Ja, je res. Čemšenika, Drobežova družina je to, 8 otrok je bilo, tako da Ni bilo dolg čas. Ni bilo dolg čas in tudi tam iz tega nekako ven je prišlo, da sta se starša odločila, da bomo imeli veliko družino, kajti pri nam je vedno veselo. Sploh, ko se dobimo na kupu, je skoraj že vsak prostor malo premehen. Oče je imel pa samo brata, oziroma ima samo brata, ampak je pa kmalu očeta zgubil, ne? Ja, v bistvu prav zaradi tega jaz tukaj spoštujem mojega očeta, pa tudi marsikdaj se obrnem k njemu po nasvet, tako ali pa drugače. Čeprav sva na nek način precej različna, ne, sva si tudi nekako podobna. On je imel kar težko otroštvo, ne. Pri 6 letih je prvič izgubil očeta, ubila ga je takrat elektrika, takrat se veste, je bilo ni bilo prav veliko tega znanja električnega in ko je prišla ta elektrika, so nekaj narobe z ozemljitvijo naredili in je bilo takrat kar hudo. No, ne dolgo kasneje pa je tudi moja stara mama postala
invalid, imela je hudo revmo in tudi bila kasneje priklenjena na posteljo, tako da sta moj oče Slavko pa brat Mirko morala nekako skrbeti tako za njo, kot za tisto malo kmetijo, ki smo jo imeli in jasno tudi v službo hoditi, tako da v bistvu sta bila oba dva nekako samorastnika, ne. In da je očetu uspelo v tem času, tako bom rekel, imeti družino, tako veliko družino, ampak še prej študirati, ne? Hišo, ja, on je takrat študiral. Ker v tistem času, ne vem, bolj kot ne so se ljudje odločali za poklic ali pa mogoče za tehnično šolo. Ja, oče je kasneje ob delu doštudiral, ne. In potem, jasno, tudi je bil kar nekaj časa zaposlen po različnih podjetjih, mislim, da je bilo v glavnem v varnost potem na koncu. No, iz tega obdobja je značilno tudi to, ne? Ja. Ko bi bilo potrebno odpuščati, sestaviti spisek za tiste delavce, ki naj bi izgubili delo, se je odločil raje za samostojno pot, kot pa da bi dal koga na spisek, ne? Ja, to je večkrat mi že povedal, ne. Zdaj, v podjetništvu je kar težko, ko zmanjka dela, je potrebno iskati rešitve. Zelo dobro vem, kaj te zdaj... Najlažje je odpuščati. Ja, mislim, odpustiti. Jaz moram kar potrkati, ne. V vsem času podjetja Jeger odpuščati nam zaenkrat ni bilo potrebno nikoli, ampak to v glavnem zaradi te, bom rekel, previdnosti že pri samem zaposlovanju in predvidevanju, kakšni bodo trendi, ne. Vemo, da se hitro lahko obrne situacija, ne, podjetje, da lahko recimo mu zmanjka dela, ne, in takrat skoraj ni drugega, ampak moram reči, da v vsem tem času je bilo kar preudarno poslovanje. No, se podjetništva se bova še dotaknila, še greva malce nazaj. Kakšno je bilo družinsko življenje? Je bilo kaj časa za kakšne družabne igre ob večerih, ne vem, mogoče v praznikih, ko ste bili vendarle doma, vas je bilo, ne vem, vseh 6 doma? Ja, mi imamo kar par takšnih praznikov, družinskih, v glavnem se zberemo za Božič, za Veliko noč, to je tako, bom rekel, tradicionalno druženje. Recimo prav za Božič imamo eno takšno, bom rekel, tradicijo, da žrebamo, kdo bo komu kupil darilo. In potem, zdaj, ki je velika družina, je to že kar zanimivo, ne, to žrebanje se kakšen mesec pred Božičem naredi in potem imamo čas za neko malo vrednost, se dogovorimo 20 € ali pa 10, kupiti darilo in potem pričaka, recimo, po tisti večeri božični, ki jo imamo, na v bistvu to, da odpremo in potem ugotavljamo, kdo je kupil komu, ne. Mislim pa še par takih trikov, ki drži nekako družino in to povezuje vse skupaj, ne. Se zdaj tudi malo rastemo, sestrama že 2, nečakini moji in tako da... Še več potem, ne? Vsak. Godove tudi v vaši družini praznujete? Ja, seveda, tudi to ohranimo. To malce izginja, se mi zdi, v tej mlajši generaciji. Ja, to je nekako povezano s to izgubo identitete, ki jo imamo v Evropi, tudi v Sloveniji, ko ni več nič pomembno. Pri nam jih kar praznujemo, moram reči, ne. Vsaj, če drugega ne, spomnimo se, čestitamo, kako malo darilo, kdo dobi, tudi to je. Ste imeli tudi tepežni dan, kdaj doma tisti praznik? Ne, imamo pa pobrtnik, skačemo. To je pa mogoče tudi ena taka tradicija, ki mogoče jo malo Slovenije pozna, ampak v teh koncih je bila, ne. To je tudi okrog Božiča, ne? Ja, ne, to je za Tri kralje. Aha, no, 6. ja. Po Božiču, ja. Ja, to je recimo v Zasavju, smo to poznali, pa ne v vseh vaseh, ne. Na Dolenjskem, tako da mama od moje žene je to poznala, ko je prihajala dol iz Trebnjega. In mi se še vedno zberemo, oče stop gor na mizo, ker zdaj jaz že kar visok skočim, ampak jaz moram skočiti za tisti kos kruha gor, ne, ampak to je, bom rekel, nekoliko... To je kruh pobrtnik, ne? Pobrtnik, ja. To je tak poseben kruh z veliko jajci noter, tak kar meni izgleda, malo bolj sladek je. Sadja? Ni sadja, je kar z jajci, pa mislim, da je nekoliko sladkan. Ampak je, bom rekel, nekje vmes med kruhom pa pecivom. Ozadje tega pa je, ne, da tisti otroci, ki so fajn skočili in da so tisti kruh dosegli, so bolj rasli. Tako, jaz sem kar velik rasel, ko pri svojih 36, 37 še vedno skačem. Pa sestra tudi starejša, Jelko pa malce menj, ne? Ja, točno tako. Čeprav ste vsi bolj kot ne visoke v družini, tako tudi mama ni pri najmanjših, ne? Ja, no. Po moje, ja, no.
smo kar umetamo takole strope. Zdaj, prej si dejal, da z očetom nimata veliko podobnosti, no? Ampak, če gremo na politiko, ne? Oba sta na nek način politika tudi, podjetnika sta, glasbenika sta, torej kar zelo veliko teh podobnih stvari. In če gremo zdaj še malce nazaj na politiko, oče je bil med soustanovitelji Slovenske kmečke zveze in potem Slovenske ljudske stranke. Ne? In je zvest še vedno. Ja, je res. Misli pa, da v partiji prej ni bil, ne? Ne. Mi smo bili vedno tako po mamini kot po očetovi strani iz kmečke družine in kot take navadno partijo niso vzemali. Pa tudi mislim, da če bi bilo, ne, mislim, da mama je imela kar parkrat, ker je bila tudi v šoli, ne, nekako tako, ne, da je pod nadzorom, ne, saj kar je sama povedala, ampak se ni tukaj hotela niti veliko pečatno, še vedno se noče prav veliko. Zdaj, kar se podobnosti pa razlike tiče, če drugega ne, z očetom smo enih 30 let narazen, tako da v vsakem primeru gre malo po svoje, ampak ja, se kar dobro razumeva, to moram reči, ne. Me je pa nekaj naučil, ne. Zdaj ne vem, a mu zdaj to ustreza ali ne, ampak naučil me je, da je potrebno imeti svoje mnenje. In da če imaš svoje mnenje, se moraš tudi upreti. Tako da jaz kdaj mu povem, takole pa jaz razmišljam, tudi če ti drugače razmišljaš. Naučil pa te tudi, ne, da je treba poslušati. Ni pa nujno potem tudi tisto realizirati. Čisto. Ja, vedno je rekel oče tako, ne. Sej, poslušati moraš vse, ne. Odločiti se moraš pa sam, zlasti, če gre za, recimo, odločitve organizacije, ki jo peleš, podjetja, ki jo peleš, kar ti tudi sam potem prevzemaš odgovornost. Kako pa je družina, takrat, ko si ti odraščal, sprejemala, da je bil oče v vikendih velikokrat na terenu zaradi glasbe? Skupina Intervali, kar še vedno se zberejo, ne? Ja, zdaj so imeli ansambel Interval, mislim, da že eno 15. obletnico nedelovanja. To je v bistvu en tak tudi lepa obeležba, ker vsake tukaj cajt obeležijo nedelovanje s tem, da kak koncert naredijo za prijatelje. Jaz sem, priznam, rasel z to skupino gor, oče me je večkrat pelil po navaje, kjer sem v enem takem velikem zvočniku sedel in jih poslušal, takrat se spomnim vseh tistih pesmi, od Mandarine pa do takih, ki so jih peli res stare. In v bistvu sem takrat se začel zanimati za glasbo, ki je postala en velik del mene. Oče je igral kitaro? Oče še vedno igra, ja, še vedno. Tudi vokalist? Tudi pel je, tako da oni so bili taka zelo posrečena skupina. Imajo kaj svojih skladb tudi? Ja, seveda, veliko se jih igra. Če drugega ne, ena zelo znana, ki zelo malo ljudi pozna, ne, Čuj deklica, je v bistvu originalna skladba Intervalov, ne. Potem je veliko po natisu doživela, tako drugače. Je bil kakšna zgoščenka šla kdaj, kaseta še takrat? Ja, kar nekaj kaset so jo izdali, pa potem tudi zgoščenk, pa tudi imeli so kar nekaj videospotov. Ampak verjetno zelo mogoče na Radiu Ognjišče ali pa na kakšnem veseljaku, verjetno ne predvajajo zelo veliko teh skladnikov. Jaz slišim tam pa kakšno skladbo, tudi recimo na Valu 202, na Aktualu, oziroma par teh lokalnih postajah. Tako da jaz mislim, da so še kar te pesmi nekje tam v tistih bazah podatkov, vprašanje pa, ko jih pridejo ven. Ti si šel pa potem med tiste, ki točejo po bobnih. Ja, še prej sem šel med tiste, ki tudi po tipkih, ker dolgo sem špilil tudi harmoniko. Imam v bistvu celo glasbeno šolo s harmonike, končano, čeprav moram priznati, da me nikoli ni v tistem času zamikalo. Pol nekaj časa nisem se tukaj z glasbo ukvarjal. Klavirska, ja. Ne frajtonarca. Ne, klavirska v glavnem, no. Ampak to znanje me je zelo koristilo. Kajti jaz sem v bistvu imel prvo podjetje, prav iz tega studija, veliko sem snemal, veliko smo tudi teh živih koncertov delali in znanje klavirske in harmonike kot klavirja ti zelo pomaga, recimo na tem področju, pa tudi teorija, ki sem jo dobil. Je pa res, da potem kasneje sem nekaj časa sicer igral tudi kitaro, ampak v glavnem pa bobne. Še zdaj, ne? Še vedno, ja, zdaj sem spet, malo podoživel, ker nekaj časa sem dal glasbo malo na stran, pa
pa priznam, da mi je zelo, zelo manjkala. Tako ali pa drugače. Jaz sem bil vedno, bom rekel, upornik, tako in zaradi tega sem tudi rocker in ponosen zelo, zelo na to, ker smo kar nekaj tudi ustvarjali z različnimi skupinami, ki sem jih imel v preteklosti. In tudi mogoče se je iz tega malo razvilo. In katera je teh najbolj znana, Kaostar? Ja, tudi kar, recimo s Kaostar smo kar veliko igrali po Sloveniji. Smo igrali bolj tako tehnično glasbo, ki ni bila tako zelo enostavna. Pa če nismo bili toliko znani v Sloveniji, so nas pa v tujini kar precej povzdignili v vrvino. Jaz, če drugega ne, sem kar veliko recimo na Frankfurtu, na tem Music Messe igral, to je največji ta glasbeni sejem. Tam smo tudi naredili neko, videli so me eno podjetje, ki iz ameriško-tajvansko podjetje, ki izdeluje bobne. In kar dolgo časa sem bil tudi v bistvu njihov zastopnik tu v Sloveniji in tudi kar precej okrog igral s temi bobni. Elektronski je klasični? Ne, kar klasični. Si na klasiki. Ja. To je to? Za mene je to tudi, bom rekel, malo sprostitev, da daš lahko energijo ven. Zdaj, rocker, dobro, se je bila tudi ena rockovska skupina, že zmagovalca Eurovizije, Eurosonga, ne? Ja. Finci, pa tudi zdaj so bili Islanci malce bolj odštekani. Si spremljal Eurovizijo? Zdaj vsi skoraj da rečejo, da ne. Jaz sem pa gledal danes podatke, ne vem, skoraj da rekordno število Slovencev je spremljalo Eurovizijo. Dobro, tudi 13. mesto v redu. Madonna, ne najbolj v redu, ne? No, okrog tega nastopa se jasno krešijo mnenja. Jaz bi prvo rekel, da ne glede na to, na mojo rockersko dušo, jaz sem tako ponosen na naša slovenska predstavnika, ker sta nekaj posebnega naredila. No. Če drugega ne, bom rekel, pela sta v slovenskem jeziku, kar mi je bilo izredno simpatično, pa vedela sta, kaj želita. Pa enaki nastop kot na EMI, kot v polfinalu, tudi v finalu, preko še garderoba, se nista spreminjala, nista se ličila, recimo krasila, ne? Ja, če veš, kaj želiš, če veš, kaj predstaviti, in oni dva sta v bistvu dobro predstavlja to mlajšo generacijo, kot recimo tudi moja sestra pripada tej generaciji, ne. Pokazala sta, da mogoče ni potrebno navzven tukaj poudarjati, pa da lahko z besedami tudi kaj poveš. Jaz sem predstavnik ene druge generacije, si mogoče malo težje to predstavljam, ampak pa sem bil na začetku tudi kritičen, malo priznam, sem rekel, pa kaj ta dva delata, neč iz sebe, to ne bo nič, ne. Ampak po ta prvem nastopu sem se pa malo zamislil in sem rekel, vesta kaj delata, vesta kam gresta. In izkazalo se, da ste bila uspešna. Zelo uspešna. 13. mesto je aplauz. Pa celo 11. med publiko, ne? Seveda. To je dosežek pa v slovenskem jeziku, ne? Ja. Koliko si dejal. Ja. Se da, ni treba angleško, ne? Pa jaz mislim, da v Sloveniji imamo tako zelo veliko talentov, ne? Sam včasih jim je treba pustiti, ne? Da se razvijajo in... No dobro, od Madone nisi nič dejal, ne? Ja. Prišla je, ne? Prišla je, imela je nastop, kakršen ga je imela. Ni bil višek, ne? Za mene ni bil višek, sploh zaradi tega, ker sem veliko delal in v studiu in z glasbeniki pa to. In tisti nastop, je bi skoraj rekel, da je šlo majčkeno za fušanje. Zdaj, ali je bilo to namerno ali ni bilo namerno, se prepustimo, ker v tem poslu se veliko denarja vrti. Je pa dejstvo, da se midva zdaj pogovarjava o njej, ne. Ja. Mogoče, če bi perfektno odpela, se ne bi. Se ne bi, ne. Dobro, greva še na tvojo humanitarnost. Celotna družina je nekako povezana s humanitarnostjo. Ko slišijo za družino Jevševar, slišijo tudi potem za svečke, ne. Svečke pa povežemo tudi z grobovi. Manj svečk za manj grobov. Nekateri so se od začetka, se spomnim, smejali. Nekateri tudi še zdaj rečejo, zakaj uničevati slovensko tradicijo, prižiganje svečke, le nekaj takšnega, kar nekako sodi v ta prostor, ampak ne, sej lahko še vedno prižgejo, samo mogoče kakšno manj. Ja, to je ideja osnovna. Jaz mislim, da so jo kupili in tudi letošnja ta prireditev ob 10. obletnici je pokazala, da ima ideja svečka zelo, zelo veliko prijateljev, zelo veliko podpornikov. Bom rekel, od tistih prijateljev, s katerimi že 10 let delamo, kot tudi tistih, ki, bom rekel, prihajajo z Ljubljane, pa
pa so to idejo ugotovili, da pa ni tako zelo slaba. Ne. Takšno svečko meni kupiš, ne, in daruješ v humanitarne namene prostovoljcem. To je tista osnovna ideja, ne. Ampak v ozadju pa pač smo hoteli s to idejo pokazati, da se moramo ljudje le racionalno obnašati, ko gre za našo prihodnost, ker se vemo, mi nismo odskostoki, ne. In ko bomo enkrat, ko nas ne bo več, ne, se bo ta zadeva verjetno sama od sebe, planet se bo popravil, tako ko je bil, ne. Ampak mi delamo za prihodne generacije, kajti take, ko bomo mi pstili, tako bodo verjetno naši otroci, pa še tisti za njim dobili. Če pogledamo, koliko svečk, na tone svečk prižgemo vsako leto. Ja, Slovenija je še vedno ena izmed rekorderjev potem, ne. Mislim, da je še vedno statistika nekako, da 6 sveč na posameznika, na grob. Ne, na grob. Celo na posameznika. Na Slovenca. Ja. Tako da 12 milijonov sveč nekako ne bi bilo prižganih, ne. Ampak se pravim, tudi ideja gre nekoliko čez to, ne. Jaz sem ravno zdajle, smo se pogovarjali v upravnem odboru. Videli smo recimo posamezne izdelke, ki jih kupiš v trgovini. Koliko enih materialov za pakiranje je tukaj zadnje, ne. Včasih kupiš kak izdelek, pa je približno polovico materialov za pakiranje, polovico pa tistega uporabnega, ki recimo lahko pojemo, ne. Tudi tu bi se mogli vprašati, a je smiselno kupovati take izdelke, ker tista druga polovica gre v smeti, zdaj ali se predela, ali se ne predela. Vemo, da to zna biti v prihodnosti kar velika težava, ne. Tako da skoraj sigurno bo letos tudi imela svečka, malo bom rekel tega poudarka, ali točno ta dobrodelna akcija, da pa tudi ko gremo v trgovino, tudi ko recimo porabljamo ali pa kupujemo posamezne zadeve, dajmo gledati, da kupujemo izdelke, ki imajo čim manj materijala za pakiranje, čim manj plastike, čim manj surovin, ki so odpadne in bojo ostale oziroma se bojo razgrajevale naslednjih 50 oziroma 100 let. Da bo še ozaveščeno tudi v tej smeri. Ja, skoraj sigurno. Bo pa 11. akcija zagotovo še. Verjetno še nimate izbrano družino ali pa družine ali pa ustanovo, za katero se bo zbiralo ali pač. Zdaj je tisti čas, ko dobivamo različne informacije, zgodbe, take, drugačne, nekatere so zelo težke. Moram reči, da mi je tu me včasih kar malo zaboli, ko vidim, kaj vse je potrebno, pa ne najdemo energije, pa ne vem, mogoče spregledamo mnoge, tako da ko se enkrat odločimo, nekako mi je leže, mi je pa žal za vse tiste, ki ne morejo dobiti, kajti povpraševalcev tistih, ki res potrebujejo, je zelo veliko, več kot bi si predstavljali. Imam podobne težave, ko zberemo družine, 3, imamo srečo, da vsako leto 3 družine zberemo na teh zasavskih humanitarnih tekih, ampak potem vidiš, da bi jih lahko še 100, ne. In se vprašaš, bo čas za naslednjo leto še to popraviti. Je res. Bil si tudi na našem humanitarnem teku in zdaj si rekel, da boš vsako leto, ne? Ja, jaz probam zelo podpirati, če se le da te zadeve, kajti ne samo ta humanitarna nota, tudi zavedanje. Zavedanje, da mogoče nekateri imamo malo žegen, da živimo nekoliko bolj enostavno življenje, drugi pa nimajo. Ja. Marsikdo se tega ne zaveda in jaz moram reči, če mogoče ne bi imel tega projekta, bi živel v enem svojem svetu, ko bi mislil, da na svetu ni nič narobe, ne. Ali pa bistveno manj, kot pa zdaj vidim. No, meni tudi včasih kdo reče, za to bi morala poskrbeti država. Tudi če bi bila država idealna, se vedno najdejo ljudje, ki hočeš nočeš, si sami ne znajo nekako pomagati, ne. In je prav, da jim kdo pomaga. Vse država smo ljudje. Tako. Če drugega ne, mi lahko direktno pomagamo, če pa vidimo, da država nekaj ne naredi, lahko pa tudi vodilne zamenjamo. Primož, omenil si že prej podjetje Jegar, kar uspešno podjetje, dolga leta že deluje, nekako tudi družinski člani potem najdete službo v njem, ste previdni, dejal si, preveč ne zaposlujete, da potem ni treba odpuščati, če ni dela, veliko delate s kooperanti. Je pa problem, ne, če iščete kakšnega novega delavca, morate zelo paziti, ne, da ne boste napisali, da iščete moškega delavca. Ja, v tej državi je marsikaj za spremeniti. Tukaj podjetniki sigurno bi lahko našteli še pa še
različnih zakonov, ki so pisani, kot da bi bili pisani za en drug planet, ne, tukaj za nas. Ne. Jaz sem, verjetno si to tudi mislil, moje pismo predsedniku vlade Marjanu Šarcu izpred 14 dni nazaj. Pač se je zgodilo, da so se letos prav za praznik dela inšpektori prvič odločili, da bodo zelo, zelo resno vzeli zakon, kateri pravi, da moramo delodajalci delovna mesta ponuditi dvema spoloma. To je napisano v zakonu, kar pomeni, da smo v prekršku, če nekdo recimo išče natakarco, pač ne sme napisati, da išče natakarco, ampak da išče pač natakarja ali natakarica. Jaz bom tako rekel, jaz razumem sicer, iz kje izhaja ta ideja, ne, in zelo, zelo podpiram tudi to, da poskušamo maksimalno angažirati predstavnike obeh dveh spolov, kajti ženske so bile v preteklosti emancipirane. Je treba povedati na tem področju, ne. Iskalo se je bolj kot ne moške delavce, tudi za tista dela, kjer so, recimo, ki bi bila primerna za oba dva spola. Ampak v Sloveniji se je to precej spremenilo, ne. Slovenija je na tem mestu, mislim, v tem trenutku najbolj v regiji najbolj napredovala po indeksu razlike med spoloma. To pomeni, da smo naredili en velik korak naprej. Je pa res, da obstaja en drug teorem tukaj zadaj. To je pa teorem enakosti med spoloma oziroma paradoks enakosti med spoloma, ki se je zelo, zelo močno pokazal zlasti pri skandinavskih državah. Gre pa tako, če država preveč pritiska na enakost med spoloma, je to zelo, zelo kontraproduktivno. In te države, skandinavske, imajo prav zaradi tega, ker imajo tako močne zakone, ker država prav, da morajo biti upoštevani in, bom rekel, spolne kvote tu. Enostavno se manj, zlasti recimo žensk, odloča za delo v tehničnih poklicih in na drugi strani tudi moških, na tistih, ki so recimo bolj rekel, normalno ali pa bom rekel zgodovinsko bolj za ženske. Tudi v Sloveniji je tako. Recimo, mi imamo zakonodajo, kjer jaz ne morem, recimo, če mi v neki CNC proizvodnji imam same moške, dati povpraševanja za delovno mesto za ženske. Vsa teorija pravi, da so mešane skupine boljše kot pa tiste homogene. To pomeni, da če v neki pisarni, v nekem oddelku delajo 2 ženski ali pa 3 ženske, pa 3 moški, bo taka skupina bolj srečna, bolj produktivna, bolj bo vesela, tudi raje bo prihajala na delo. In to je teorem, ki se ga kadrovniki poslužujemo že desetletja. Če ti takšno delovno mesto samo za žensko daš razpis, ja, te lahko doleti položnica, ne? Ja, in to zelo, zelo visoka položnica, od 3 do 20 tisoč evrov. Zdaj, jaz bom rekel, da to je ena neumnost, ki se jo moramo zavedati. Recimo, in mene prav žal, ko sem videl ob teh volitvah, da nekatere stranke dejansko svoj volilni program delajo na tem, recimo Socialni demokrati so razpisali, da bodo še dodatno zaostrili pogoje, kjer bodo zahtevali, da vsa delovna mesta zasedajo predstavniki obeh dveh spolov. Ampak to je kontraproduktivno. Tukaj so dejanski dokazi. Ali pa predloge ene izmed naših fakultet, da bi bili nekako izenačeni moška pa ženska stranišča. No, to je še ena neumnost, ki bo pokazala, da se v realnosti ne more obnesti, ne? Ampak to so neke kaprice posameznikov, ki želijo sami sebe pokazati, da so. Glejte, potrebno je biti včasih kako zadeva pogledati z zdravo kmečko pamet, jaz pravim, ne. In marsikak zakon bi lahko lepo enostavno zbrisali, pa ne bi bilo življenje nič težje, nič več kriminala ne bi bilo, ampak bi bilo bistveno bolj logično, pa praktično. No, verjetno te še veliko stvari moti, kar se tiče gospodarske usmeritve naših vladajočih ali pa nenaklonjenost oblasti dostikrat ali pa tistih, ki pišejo zakone podjetnikom. Kaj bi se tu dalo postoriti na bolje? Jaz sem kar v bistvu... Verjetno tudi samo izobraževanje je že faljeno, da praktično zelo težko dobiš nekoga, ki bi delal na, ne vem, preprosta strojna dela ali pa kakšnega električarja, ne? Ja, izobraževalni sistem je sigurno en najbolj kritičnih problemov za gospodarstvo. To gospodarstveniki opozarjamo že desetletje, pa se iskreno, ki veliko tu zadaj ni naredilo, ne. Problem je, da mi še vedno izobražujemo kadre in razpisujemo recimo
posamezne smeri na podlagi nekih nemerljivih kazalcev, ki nimajo z realnim trgom dela nič. To pomeni, mi imamo še vedno velike probleme pri iskanju ključavničarjev, strojnikov, električarjev. Na drugi strani pa velik presežek na družboslovnih poklicih, novinarji, razni logisti, ekonomisti tudi. Ne. In kaj se dogaja? Mi v gospodarstvu nekako moramo zaradi tega prevzemati delo izobraževalnega sistema, pač zaposliti ljudi, ki nimajo ustrezne izobrazbe in jih nekako prekvalificirati. Moram tudi povedati, da recimo v Sloveniji prekvalifikacija sploh ni več mogoča. Smo jo imeli, pa smo jo ukinili. To pomeni, da tisti, ki se pač na začetku svoje profesionalne poti narobe odloči, je enostavno nekako prepuščen sam sebi, da to naredi, oziroma tistim delodajalcem, ki enostavno nimamo druge možnosti, kot da ga pač naučimo. In jaz moram reči, da kar veliko jih pride k nam, se pogovorimo, ali si pripravljen delati za daljši čas. Če si pripravljen delati, recimo, če nima primerne izobrazbe, te bomo mi priučili, da boš postal CNC operater, varilec, tehnolog, tako naprej. Ampak to ni naša naloga. To bi se dalo zelo enostavno narediti na nivoju države. Jaz sem aktualnega ministra Pikala že večkrat tudi javno spomnil. Vse, kar morate narediti, zelo enostavno. Samo povejte zaposljivost mladih, ko pridejo z posamezne fakultete, in višino plače. In izobraževanje se bo uravnalo samo od sebe. Kdo pa se bo hotel izobraževati za nekaj, kjer je absolutno jasno, da nimaš nobene prihodnosti? Žal tega zaenkrat še ni bilo nič. Bom pa zelo vesel, ko se bo to v Sloveniji enkrat začelo dogajati. Moram povedati, da je to v tujini stalna praksa. No, to je eden izmed perečih problemov naše družbe. Kaj pa drugi, ki se dotika podjetnikov, podjetništva? Vsekakor to, da recimo v našem podjetju, ko ima 50 zaposlenih, je 5 zaposlenih samo za tega, da papirje rešujemo. Pretirana birokracija. Ne. Tistih 5. Bog ne daj, ne, da dobite še kakšne evropska sredstva. Ne, mi pač enostavno za ta sredstva ne kandidiramo, mi raje delamo, ker enostavno je preveč teh biro podjetij, ki se s tem ukvarjajo. Mislim, dalo bi se kaj na dost bolj enostaven način. Jaz sem za to, da imamo transparentno delovanje. Vsi podjetniki, vsi kjerkoli dela. Ne. Ampak dejstvo je, da se te papirji nekje nalagajo in da niti nimamo resursov na državi, da se jih preanalizira. Ne. Mi pa moramo imeti zaposlene ljudi, ki, mene samo ena zaposlitev, normalna, brez da dobim kakršnekoli olajšave, pa to nekaj ur traja. Ne. Da nagovorimo o vseh poročilih, ki jih moramo dati. Prav zdaj smo imeli ISO, presojo v podjetje oziroma jo načrtujemo, smo ugotovili, da moramo še zdaj prijaviti za te odpadke, pa za one, pa vse posod se je treba registrirati enkrat na leto, pošiljati, pa če recimo proizvedeš samo eno vrečko odpadka, imaš ogromno dela s tem. Tako da nekaj zdrave logike bi tudi to pasalo pri odločevalcih. Potem tudi, ko je nekdo v opoziciji, slišimo potem očitke tem vladajočim, da so premalo zakonodajnih teh predlogov dali v postopek, ne? Ampak bi bil včasih bolj vesel, da bi jih ne šteli potem, koliko jih dajo, ampak koliko jih ukinejo, ne? Ali pa poenostavijo. Jaz sem imel, oziroma sem tudi sodeloval pri enem projektu Odpravimo 1000 neumnosti, v prejšnjem mandatu, ko sem bil še tudi, bom rekel, malo bolj politik. Ne bi verjeli, kakve vse zadeve imamo v slovenski zakonodaji, ker vsak gleda samo tisto, kar je direktno njega se tiče, tisto birokracijo, ki jo imamo. Ampak ko vidiš, kakšne obremenitve imajo kmetje, ko bi mogel že skoraj vsak kmet, ko ima eno živino, imeti svoj računovodski servis, svojega nekoga, ki vodi, pa potem vsak, recimo, ki ima obrt, pa nekaj zelo enostavnega dela, pa posamezniki z društvi, ko morajo izpolnjevati papirje. Ne. Te birokracije se je razpaslo, pa še enkrat, tisto, kar je potrebno, mora biti za to, da zagotovimo transparentno in pač delovanje, ki je v skladu z zakonodajo. Ampak včasih se mi zdi, da ta birokracija namenjena samo zato, da nudimo delovna mesta nekim ljudem na raznih ministrstvih in pa, da jasno. Zato pa tudi potem raste število zaposlenih v tem sektorju. Ja, to je, Slovenija ima v tem trenutku največ zaposlenih v javnem sektorju, kar pa
se bom rekel, ni to narobe, ni to njihova krivda, ampak treba je vedeti, da vsak dodatno zaposlen. Verjetno imajo čisto dosti dela, ampak ker je tako zakomplicirano. Mi smo verjetno svetovni prvaki v stvareh, ki jih znamo zakomplicirati. Ne? Jaz sem vedno nekako tako rekel, ne? Ja, je potrebno nadzor in ta nadzor mora biti, tudi operativen mora biti, ne? Ampak sem pa prepričan, da če bi en del teh ljudi predstavili ali v proizvodne dejavnosti oziroma tisto, kar, bom rekel, v državi prinaša denar, bi pa imeli lahko kot celota bistveno več, ker mi v gospodarstvu pač moramo toliko več proizvediti, da z davki odvajamo za ta sektor, ne? Ker ni sicer nič narobe, ne? Ampak to pomeni, da imamo potem tako tisti, ki v proizvodnem delu oziroma v gospodarstvu delujemo, kot v javnem sektorju, bistveno nižje plače, če imamo prekomerno velik javni sektor. Primož, dejal si, slišal sem besedo nadzor. Imeli smo tudi nadzor nad Centrom za ravnanje odpadki, CEROS, regionalni center za ravnanje z odpadki. Ampak, kar se zdaj dogaja, očitno je bil nadzor zelo slab, ne, ker se je zgodila zelo velika izguba, minus in to se zdaj vidi, ker praktično vse tiste občine, ki nekako vozijo odpadke na ta CEROS, na Unično, skoraj da na vsako drugo sejo sprejmejo novo ceno oziroma potrdijo novo ceno za posamezni segment te dejavnosti. In vi, tvoja stranka, Slovenska ljudska stranka, ima letos v tem mandatu rekordno število občinskih svetnikov, ne? 4, nikoli še niste imeli toliko v občinskem svetu, če se ne motim. In na to, kar pogosto opozarjaš, kje vidiš rešitev v povezavi s tem centrom za odpadke? No? Ja. Zdaj, kar veliko smo v preteklosti opozarjali na to tematiko. Še preden sem bil jaz član občinskega sveta, je ljudska stranka opozarjala, da v bistvu ne zaupamo prejšnjemu vodstvu, zato tudi smo zadnjih 4 leta vedno tudi glasovali proti podražitvam komunalnih prispevkov tistih, ki so recimo bile zaradi samega delovanja CEROS-a. Dejstvo je, da je tu v preteklosti prišlo do velikih zlorab. Jaz upam, da to že rešuje policija, kajti že tudi v občinskem svetu sem večkrat zahteval od občine kot lastnika, da se tukaj podajo tudi kazenske ovadbe, kajti tisti okoliški ljudje, ki živijo okrog teh odlagališč, znajo povedati marsikaj o tem, kaj se je v preteklosti dogajalo in kako bi se moglo poslovati. Približno 3 milijone je bilo te izgube za preteklo obdobje. In čeprav smo zdaj občinski svetniki, mislim, so enostavno imeli občine jasno zvezane roke, ampak so mogli to ceno dvigniti, še vedno se ta izguba za nazaj ne bo pokrila. Jaz moram reči, da sem bil zelo skeptičen tudi okrog elaborata, ki ga je novo vodstvo pripravilo na ta način. Ne. Ta elaborat je pač jasno dal vedeti samo eno stvar. Jaz sem tudi jasno na občinskem svetu povedal, dajte nam veliko denarja in vse bo v redu. Dejstvo se je, naredilo se je potem točno to, mi smo dajte nam veliko denarja, to pa pomeni, dajmo več pobrati od posameznega občana. Jasno, tukaj smo mi ceno dvignili za 100%. Jaz sem bil proti in celotna svetniška skupina ljudske stranke od tiste prve. Prva je bila cena okrog 99 evrov, takrat je bila tista cena, tako pravijo, nekoliko preniska. Zdaj je cena 194 evrov, kar se bo na tono teh predelanih odpadkov. To se bo, ne vem, na občana poznali sicer malo, tako so rekli, 1,7 evra, ampak ko to nalagaš, pa ko daš na eno celo družino, pa to recimo na celo leto se bo pa to kar poznali, recimo, ne vem, 80-90 evrov, recimo, če gledamo malo večje družine na celo leto. Tako da jaz sem bil tukaj kar, bom rekel, skeptičen in sem tudi jasno zahteval, da se pregledajo te pogodbe zadnje, tudi individualne, katere recimo vodstvo sprejemalo. Vemo, da tukaj so šle zadeve po svoje. Zdaj, kar se tiče centra,
Ta center je en manjših v Sloveniji, ne? In kot tak je jasno, da ne more biti konkurenčen, ker pač tukaj veljajo neke zakonitosti zadaj, da je potrebno imeti od administracije pa do vsega posameznega vzdrževanja in kot tak ne more biti enostavno konkurenčen večjim. To se je ugotovilo. Poleg tega je tudi tista prva življenjska doba, ki je bila bistveno daljša kot zdajle, se je zdaj ugotovilo, da ta življenjska doba bo 8 do 10 let. Ne. Realno, če smo, mislim, marsikdo ve, da bo še manj. Tudi v tem trenutku jaz mislim, da tega sanacijskega načrta sploh ne potrebujemo več, ampak potrebujemo čim hitreje načrt, kako bomo ta center zaprli. Postopoma. Vsaj bom rekel, na podlagi dognanj, ki so zdajle v tem trenutku javna, kajti vseh tudi nimamo. Kajti zakaj bi mi plačevali najvišjo ceno v Sloveniji, zato da lahko odpadke vozimo k sebi? Lahko je cenejše? Ja, vsekakor. Jaz sem že večkrat povedal, imajo cene recimo v Krškem, mislim, da imajo vsaj 40 do 50 evrov cenejše, v Celju recimo imajo okrog 80 evrov cenejše, kot imamo zdaj. Mi smo imeli 99 evrov, v Celju imajo 111,43, če jaz spomnim. Mi imamo pa zdaj 194. Ne? In tukaj bi bilo potrebno se ravnati po načelih dobrega gospodarja, ne glede na vse. No, zanimivo pa je tudi spremljati sejo občinskega sveta. Kakšen takšen predlog naleti pri županu kar malce na nejevoljo, čeprav si sam dejal, da sam ocenjuješ delo županja v vseh teh letih kot dobro, ne? Ja, jaz mislim, da župan ni slab. Čistko, ne, marsikdo sicer. Govorimo o podpredsedniku državnega sveta. Ja, vsekakor. Prav, v bistvu, jaz sem vedno bil zelo, tudi če sem bil kritičen do marsikoga, ne, je treba le povedati, ne, Matjaž je kar veliko naredil za to Zagorje. Tisti, ki dela, tudi kdaj greši, ne. Moram povedati, pa ne tako direktno greši, ali pa mogoče se kdaj zmoti kako zadeva, ne. In mene so ljudje zato izvolili občinski svet, ne zato, da dvigujem zelene kartočke, ampak zato, da rečem, tole je v redu, tukaj se pa mogoče ne strinjam, ker imam neko svoje videnje. In ja, evo, jaz sem Matjaža Mrzlej podpiral, če drugega ne, v državni svet bi on kar zelo težko prišel brez glasov Slovenske ljudske stranke, pa tudi bil podpredsednik državnega sveta, ampak to nisem naredil zaradi Matjaža Švagana. To sem naredil zaradi tega, ker vem, da lahko iz državnega sveta veliko naredi za Zagorje, za Zagorjane in mislim, da mu to tudi ratuje. Ne sme biti pač jazen, če povemo, kaj je tako po svoje, vse zato pa v bistvu smo svetniki, da pregledamo, ne, pa da se mogoče čez 5 ali pa 10 let sprašujemo, zakaj smo vsi kar dvigovali zelene kartončke. Glede na to, da smo tudi pred evropskimi volitvami, bova kakšno ob koncu rekla še tudi v evropskih volitvah, mogoče samo še toliko v Zasavju ali pa v Zagorju. Cestne povezave so takšne, kot so, zdaj smo videli, ko je bil ta podor, ko je bila cesta Trbovlje-Zagorje zaprta, kako obremenjena je bila ta stara cesta čez Slačnik, tam blizu zagorskega pokopališča se 2 kamiona šleparja zagotovo nista mogla srečati. Je kakšna rešitev tu? Tu bi bilo sigurno potrebno razmišljati o neki rešitvi, kajti taka nevarnost je lahko vedno. Ne. Če se zapre ta cesta, je to edina dejansko prepustna cesta v Zasavju, ki lahko pridemo v Trbovlje, ne. Razen čez hrib, odzadaj čez Marijo reko, tam pa tudi vemo, da po zimi je zelo problematično. Tako da jaz sem tudi že dal predlog županu, dal ga bom še tudi na občinskem svetu, da se razmisli, kako bi to prepustnost povečali, zlasti na tem delu pri cerkvi, kajti tu mora biti neki, bom rekel, nekoliko razširitev, verjetno se da tu bolj gor v tisti podhod nekako iti, da bo varna. Vem, da je bilo že v preteklosti pred 8-9 leti smo dali tudi v svetniški skupini Ljudske stranke pobudo, da bi bilo tam čez nadhod. To je bilo takrat, ko se je v bistvu ta adaptacija celotnega trga delala. Takrat to sicer ni šlo mimo, ampak mislim, da se je zdaj pa pokazali, da potrebujemo eno resno obnovo. Sicer se nekaj govori o obvoznici, o projektu, katerega se pripravlja, ampak zaenkrat so pa še bolj. Ja. Evropske volitve so tu. Vaša stranka, tvoja stranka, tokrat sodeluje na listi z stranko SDS v
Na prejšnjih volitvah je bila skupna lista z Novo Slovenijo, ko smo ravno v tem gostišču pred nekaj meseci pred volitvami gostili vašega novega predsednika Marjana Podobnika, novega starega, ne? Je nekako dejal, da če ne bo šlo z Novo Slovenijo, da išče povezave tudi z drugimi manjšimi strankami, s Kanglerjevo, recimo Novo ljudsko stranko, pa s Čuševo stranko. No, nazadnje ste pa nekako z dvema svojima kandidatoma pristali na skupni listi z SDS-om. Torej, Kangler, ki nekako ni še vaš član, ne, bivši član, pa Franc Bogovič, aktualni evropski poslanec. Kaj pričakuješ? Ja, zdaj, ta ideja se v bistvu že kar nekaj časa premlevala. Moram reči, da tudi v tistem času, ko sem jaz vodil ljudsko stranko, tiste pol leta, smo že resno razmišljali o tem, na kak način bi se lotili evropskih volitev, kajti gre za zelo specifične volitve, ne. Prag je visok, 9% je, in tu je zguba glasov, mislim, to je zelo matematično dokazan, da recimo, če je prevelika razcepljenost, je veliko list, ki ne pride, enostavno ne doseže praga, ne. Tako da jaz moram reči, da smo se to že takrat pogovarjali, tako z Novo Slovenijo kot z SDS-om, in sem vesel, da je v končni fazi, ne, da je prav ljudska stranka tista, ki je pokazala, da zna sodelovati v bistvu zelo široko, ne. Ideja je sicer bila, da bi se naredila ena lista vseh pomladnih 3 strank, SDS, Nova Slovenija in SLS. Takrat se potem Nova Slovenija za to ni odločila, zato je jasno ta opcija bila optimalna. Mislim pa, da se je to pokazalo, ker na prejšnjih volitvah smo sodelovali lahko z Novo Slovenijo, zdaj z SDS, in tudi tukaj je ena pohvala zdajšnjem predsedniku, da je nekako znal ta korak naprej narediti, ne, in znal, bom rekel, tudi zakopati kakšne stare zamere, no. To idejo smo že s tistim našim kongresom takrat zaštartali, mislim, da je pokazala en velik potencial, kaj se lahko naredi, če se znotraj enega političnega pola, bom rekel, malo zakopljamo tiste bojne sekire, ne. Jaz mislim, da evropske volitve, to so zelo pomembne volitve, v nasprotju s pričakovanjem ali pa z mišljenjem mnogih. Gre za vprašanje naše eksistence tukaj v političnem prostoru. Jaz mislim, da vsekakor lista SLS plus SDS bo zmagovalna lista. Računam na 3 poslance. Eden od teh verjetno? Ja, računam sigurno, da bo eden od teh tudi iz liste Slovenske ljudske stranke, no moja osebna preferenca je sigurno dosedajšnji poslanec Franc Bogovič. Mislim, da je pokazal zelo dober občutek za politiko. Jaz sem celo, ko so me vprašali, rekel, da je Bogovič ena največja investicija, ki smo jo mi imeli v Bruslju ta čas, če samo pogledamo ta projekt Pametne vasi, ki ga je pripeljal tudi v Slovenijo, ne. Ta projekt, bom rekel, v generalnem je vreden 13,5 milijard evrov. Če samo za predstavo, to je 1/3 BDP-ja, in od tega recimo za Pametne vasi bo 2,4 milijarde, Slovenija se lahko nadeja zelo veliko denarja, in pametna vas ni samo vas, če še nek, bom rekel, podkom tako okrog, ne. Pametna vas je Zagorje, celotno, mi si lahko tudi obetamo iz tega projekta infrastrukture, nove ceste, optiko, različne družbene. Če bomo le znali to izkoristiti. Recimo. Kaj pa, kdo misliš, katera stranka bo še imela svojega zastopnika, poslanca v Evropskem parlamentu? Ja, jaz ocenjujem, da sigurno stranka Marjana Šarca, potem, mislim, njim kaže 1 do 2 nekako, no, pa tudi jaz mislim, da nekako to bo. Zdaj iz leve strani bi si želel, če bojo recimo še socialne demokrate, ker so vedno nekako potem znali tudi narediti koalicijo z vodilno ljudsko stranko. Na desni strani pa verjamem, da se bo tukaj pridružila zraven še Nova Slovenija, oziroma si nekako želim, da bo to, ne vem, uspeli ali ne, v vsakem primeru bi ta varianta bila, če bi bila skupna lista, ne. Zdaj pa upam, da bo recimo na 4-5 desnica nekako povezala. No, v zadnjem času je spet precej pereče dogajanje okrog migracij, kar veliko teh nezakonitih prehodov je rešitev. Zdaj verjetno že tudi tisti največji skeptiki vidijo
v bolj varovani, pa predvsem v ograji. Zdaj, jaz mislim, da je osnovna rešitev to, da Slovenija se končno odloči, pa enkrat reče, pri nas ni ilegalnih prehodov. Če že to sporočilo pošljemo, mislim, pri nam je meja zaprta. Ko bodo to sporočilo dobili tisti, ki se odpravljajo na tisoče kilometrov dolgo pot, bojo mogoče raj izbrali drugo. Zdaj, jaz sem rekel, glede na zadnjo situacijo tukaj v Sloveniji, če drugega ne, povejte, koliko je medvedov v Sloveniji, mrzkdaj se bo odločil, da raj pleza čez Orbanovo ograjo, kot da bo tu hodil pri nas, ne. Ampak to je mačken, bom rekel, v hecu, ne, ampak resno je potrebno povedati, slovenska meja je zaprta. Kaj te pri nam se bo dogajalo še mrzke podobnih zadev, kot smo jih doživeli v preteklosti, ko bodo enkrat Avstrijci mejo zaprli. Vemo, da je Avstrijci, pa čeprav je notranja meja, imajo na tej meji vojsko. To pomeni, toliko ne zaupajo Sloveniji, da so dali vojsko tam gor, ne. Mi pa se še vedno sprenevedamo, da ilegalnih migracij ni toliko, oziroma da imamo zadevo pod kontrolo. Nimamo jo. Tukaj bi mogla vlada resno ukrepati. Kaj je to? Predvsem sporočilo? Sporočilo in jasno varovanje, ne. Policija je že zaprosila vojsko za pomoč, poslali smo 35 vojakov, vemo, da je to mečken. Ja, no, ja, realno bi bilo potrebno tukaj zelo, zelo jasno varovanje narediti in veste, to se bo zelo, zelo hitro širilo na, bom rekel, pri tistih, ki želijo tukaj prijeti. Zaenkrat pa velja, da Slovenija je najbolj propustna država in zato večino se odloči, da bo to. Ja, mislim, da smo nekako izčrpala, ne, teme najinega tokratnega pogovora. Bi še kaj dodal za konec? Ja, zdaj ne vem, čist posebej. Jaz bi, če drugega ne, pa vem, da to ni predvolilno oddaja, ampak povabil ljudi, da grejo drug teden voliti. To je pomemben iz vidika demokracije, ne glede na to, koga volijo, ne. Smo pred enem takem v resnem času, ne, in živimo v kakšni neenakosti. Jaz sem za Evropo in tisto, kar je tudi za Evropo, mislim, da je prav, da se naslednji teden le odprav, pogleda malo kdo kaj dela in tiste 2 minute si vzame. Še vedno, kljub vsem kritikam, ki jih slišimo, se v Evropi najboljše živi. Ja, zadnjih kar dolg desetletij. Naj bo tako še naprej. Primož, hvala za tokrat. Ti je ta prenova gostišča, naš hram, všeč? Čudovita, ja. Jaz tudi večkrat sam tukaj gor gram oziroma že napeljem na kako večerjo, tako da sem kar zadovoljen. Mi pa tudi. Hvala pa vam za pozornost in srečno.